takrat sta tudi, bom rekel, tam mi posebej grozila, da naj pazim, kaj delam, da ne bi slučajno bilo kaj narobe, zaradi tega, ker tam vse reči, da tam lahko mi, bom rekel, kaj posredujemo, oziroma kaj napravimo tak, kot mogoče ne bi bilo všeč. Se pravi, da ne bi prišlo do realizacije prodaje. Jaz sem na nek način se tukaj izmikal in potem še na koncu okrog davčne odločbe za plačilo davka. Sem dobil tudi to odločbo, potem se, bom rekel, skupaj sedel. Medtem sta me eni in drugi non-stop klicala, smo se dobivali, daj. In potem na koncu sem se nekje okrog 24. decembra leta 2007 dobil z gospodom Toplekom. Rekel samo, da je zdaj ne bomo šla tu zunaj nekaj zgotilno, gremo v moje pisarno je približno tako bolj pometa, ne, in se je videla veličina. In je rekel, ja se veš, da imam jaz tudi nekaj zasluge za to, da si pač ti kupil firmo, ne. Prva moja zasluga največja je bila ta, da si sploh lahko kupil, ne. Jaz sem pač čez nisi vedel, kdo je kupil, ne. Je rekel, druga moja največja zasluga je bila ta, da nisem imel nič proti, da si lahko kupil. Je rekel, ker če bi jaz imel proti, potem bi bila šla zadeva v stečaj in bi bila iz stečajne mase tudi procesno vreditev. Je rekel, veš, kaj jaz trenutno rabim pomoč, rabim 5 milijonov evrov, zato ker kupujem deleže Taloma, ki so parkirani pri Faktor banki. Je rekel, jaz prosim, da mi to nakažeš zdaj. V nasprotnem primeru pa te bo kaj še otožiti. Bil je vidno, bom rekel, razburjeni, nervozen. Jaz tudi in takrat sem mu zahvalil za sodelovanje in sem rekel, da jaz mislim, da na razgovor nadaljujemo in sem odšel. 25. imam Bernhard rojstni dan, se pravi na Božič, se potem nisem z njim dobil. Šel sem na en izlet in sem potem nekje 12. januarja leta 2008 se dobil. Takrat mi je Toplik tudi rekel, če tega ne bom naredil, da Bernhard šel tožiti. In se dobim za Bernhardom, smo tudi, bom rekel, povedal, da gre za čisti reket, za čisto izseljevanje. Ne glede na, da je pogodba nekaj napisala sem sicer nekaj pogodbo, ki sem jaz takrat verificiral oziroma overil pri notarju. Zaradi tega, ker ni bila, bom rekel, niti notarsko napisana, niti sem takrat na brzino, koliko sem lahko pričitval, počeval me je srce zelo močno trik, sem imel, koliko sem takrat lahko sledil cele zadeve. Bom rekel, sem pričakoval, da pogodba takšna kot je, bo mogla doživeti sodni epilog, če bo to želel realizirati. In to se je danes tudi zgodilo. Bernhard me je šel po, bom rekel, tej navedbi gospoda Topleka tožiti in je vložil tožbo za 9,5 milijonov evrov. In ta zadeva je zdaj na ptujskem sodišču. Radi bi zadevo, bom rekel, prenesli na pristojnost drugega sodišča, zato ker je Toplekova sestra dejansko tam pomočnica predsednika sodišča in, bom rekel, šefica oddelka za gospodarske zadeve. Do zdaj nam to ni uspelo, dvakrat je bila zadeva od strani Vrhovnega sodišča zavržena. Jaz upam, ker smo ponovno dali noter, da nam bo zdaj uspelo. Predvsem mogoče zaradi tega, ker zadeva vse nam dobro malo več javne, se malo začelo o tem govoriti oziroma vedeti. Rad bi o tem mogoče predvsem povedal nekaj, ne. Ta moja zgodba traja se prej 88. leta, to se pravi 12 let skoraj, ne. 12 let, bom rekel, izseljevanja v nekoga, ki je v državni službi, ki, bom rekel, ima zelo dobro pozicijo, ki, bom rekel, ima zelo veliko moč v takšne tovarne, v Talomu niti trava ne raste, če gospod Toplek ne reče, da lahko raste. Ne vem, kdo pozna, kdo me pozna. Tam je dejansko 54 let, mislim, da je 26 let direktor. Zadnjič sem zasedil v financah not, da so pač bili razne odgovori od gospodarskega oziroma gospodarske ministrice oziroma tudi gospoda Javšica, ne vem, sicer ga ne poznam, da so to stara jajca, ne. Jaz nekaj takrat, ko ga nekaj toži za 9,5 milijonov evrov in bo se s tem srečeval približno obdobje 10 let, verjetno bo takrat malo drugače razmišljal, bo mi prihalo za takšnim starim jajcem, pravimo gnila jajca. In običajno takšno gnila jajca nečemo na dvojni, ker sem zelo sledil. Še eno zadevo bi rad zelo povdaril, ne.
predsednica tožilstva v Ptuju je gospa Žigmund. Gospa je žena od tehničnega direktorja v Talonu, se pravi od zelo dobrega prijatelja gospoda Topleka. Mislim, da je bil lansko leto zamenjam, obdržal je vse funkcije, vse plače, mislim, da več ni na položaju tehničnega direktorja, da ga nekaj zamenjal. In bom rekel, tukaj gre za en splet povezav, ki sigurno lahko rečem, da so kriminalna organizacija. Gospod Toplek ni imel tega edinega primera z mano, jaz lahko rečem, da tukaj je bilo doma sigurno, bom rekel, na tuje povezave z večjimi podjetji. Če kdo pogleda, samo mogoče s kom se ob sobotah, nedeljah ali po sredah druži, je približno vedno 5, 6, 7, 8, 10 ljudi zraven njega, to se pravi direktor cestnega podjetja Ptuj, direktor Goja Transporte, Wolf Klub Ptuj in bom rekel marsikaj kooperant, ki sigurno vpliva preko glavnih izvajalcev, potem za Talon dela ali ne dela in tako dalje. Tako da jaz mislim, da ko se sprašujemo v časopisi, vidim večkrat napis, zakaj tuji investitorji ne pridejo v Slovenijo in zakaj ne vlagajo v Slovenijo. Kateri tujec bo prinesel ali več ali manj denarja, kot sem ga jaz, da bi vložil v neko podjetje in se srečeval 11 let z takšnimi problemi, kot sem se jaz. To naredil, kaj bi tujec naredil? Meni so vedno rekli, da sem mogoče malo lahko mislili, ne? Jaz mislim, ne gre predvsem za to. Predvsem v prvi vrsti mislim, da ne mogo vedeti za spoštovanje oziroma za funkcioniranje neke pravne države, ker takrat je mogoče marsikdo lažje bom rekel te svoje pravice izboriti. Jaz sem kasneje, glede na to, da nisem vedel, ko smo to v civilnem postopku tudi dali, bom rekel, nasprotno tožbo, ne, sem tudi vložil kasneje kazenske ovadbe, zaradi tega, ker nisem vedel, da tega ne bo storilo Ptujsko sodišče avtomatično na osnovi naših navedb. Tam sem potem vzel odvetniško družbo Čeferin, ki smo tudi naredili. V prvem primeru si je Ptujsko tožilstvo, bom rekel, takoj zavrglo, se pravi za primer izsiljevanja, zato ker je zadeva že zastarala, potekla. V drugem primeru, to pa že zdaj leto dni razlike, pa še sploh ni bilo obravnavano, oziroma sploh se ni lotilo niti policija, niti tožilstvo. Tisto zadevo, ki še ni zastarala, ko govorim, ne? In žal sem zelo Podaril bi še samo to, da sta, to sem pozval preveč, da sta v mestnem obdobju ta dva gospoda od moja žene v očeta kupila tudi precej delnic, Krke in Petrola. Bernard je kupil tudi neko stanovanje, ki jih nisem nikoli plačal. Tudi v tem teče sodni proces. Sam v tistem trenutku, ko sem jaz bil v lastniški strukturi gradbenega podjetja Ptuj, preko šel pa, bom rekel, nisem imel zvodo in moči, da bi se lahko za temi zadevami, bom rekel, začel, oziroma se jim zapostavil. Ja, ker se je šef komercialne. Ja, v so na drugi strani toliko močnejše pozicije, da bistveno več, bom rekel,